V tokratni oddaji Dogodki smo se z Roziko Zadravec pogovarjali o začetkih delovanja turističnega društva Sodar Gančani in o aktivnostih, ki potekajo znotraj društva. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnih dogodkih. Tokratni dogodki bodo obarvani z predstavitvijo turističnega društva Sodar iz Gančanov. V moji družbi pozdravljam Roziko Zadravec, članico turističnega društva Sodar Gančani. Gospa Rozika, lepo pozdravljeni. Enako lep pozdrav vračam in se zahvaljujem za povabilo. Torej, za začetek nam povejte pričetek delovanja društva Sodar Gančani. Zakaj torej ste ga ustanovili? Turistično društvo Sodar Gančani je bilo ustanovljeno pred 29 leti. Tako drugo leto proslavljamo 30. obletnico tega društva. Pač bilo je ustanovljeno v sklopu tega, da se nekaj dogaja, da prihajamo skupaj, da nekaj ustvarimo. Ustanoviteljica tega društva je bila Anica Bugar. Žal pa je že več članov od takrat preminulo. Tako več vseh tistih, ki so bili ni, smo pa zdaj pač na novo. Jaz, na primer, sem že 25 let, no, tudi članica tega društva in počasi peljemo naprej. Torej, katere aktivnosti potekajo potem v vašem društvu? Kaj vse počnete? Bom pa najprej tako povedala, naše društvo se imenuje Sodar zato, ker je v naši vasi bilo nekoč dosti sodarjev in v sklopu tega so pač tako poimenovali naše društvo. Je pa simbol našega društva, ali kako bi naj povedala, osrednja prireditev našega društva je trganje in lupanje koruze v jesen. Zdaj pa začne se, prirejamo marsikaj. Prične se prvo z pustnim rajanjem. To imamo vedno tisto nedeljo, na pustno nedeljo. Ne? Na obisk so prišli kurenti iz ptujskega okoliša. Ne? Tako je bilo v pestru in takrat vse maske obdarimo. Pač idemo najmlajši, ti večji, ti pa večji in ti največji na zadnje. Ne gledamo več na to, kakšne so maske, vse so obdarjene, ker smo en čas imeli tako, je bila najboljša ali najlepša. In tako je boljše, mislim, ko vsi nekaj dobijo. Ne? Torej, sodelujete tudi z vrtci, z osnovnimi šolami, potem tudi z gasilskimi društvi, z ostalimi društvi. Torej, na kakšen način sodelujete? Otrokom hodimo pomagati in kazati, kako se delajo rože, kako se izdelujejo rože, kakor tudi osnovnošolcem. Tudi tistim hodimo, mislim, dvakrat ali trikrat na leto, da jim razkažemo, kako se to dela. Ne? V društvu pa pomagamo tako, pri veselici, tam smo vedno prisotni, vedno pomagamo v kulinariki. Te delamo langoš, pa tam se peči pač čevapčiči, pa meso, pa to vse te mi delamo. Ne? Mislim, to vse, pri vsem tem pomagamo. Je pa naše društvo fejst razgibano, kako sem že povedala, začne se s pustno nedeljo. Te imamo na binkoštno nedeljo, imamo zjutraj rano v 4:30 poslušanje ptičic in polkanje z biči. To je tudi en simbol, ki se to na binkoštno nedeljo še dogaja. Ne. Te imamo piknik dvakrat, navadno imamo dvakrat piknik na leto, spomladi pa v jesen. In te piknik je v okviru pohoda, ko hodimo
En čas smo hodili po rastiščih irisov. Imamo takšna divja rastišča, kjer cvetejo divji irisi, tisti plavi. Ne? Zdaj pa kako se dogovorimo. Včasih idemo v drugo smer, enkrat sem, drugič tja. Kako vse je stvar dogovora. In hodimo tudi na razstave, to da vam te več Marija povedala. Te pa imamo, vsako leto imamo izlet, enodnevni izlet. Enkrat v Sloveniji, vsako drugo leto pa izven Slovenije. Tako smo že vse naše sosednje države, Hrvaško, Italijo, Madžarsko pa Avstrijo že večkrat obiskali. To je pač fejst lepi izlet. In vsi se ga radi udeležimo. Pa imamo v jesen, zdaj je to v srednje naše trganje kukurce. Eden dan trgamo kukurco, navadno smo zdaj že pri Mariji trgali, tudi pri nas smo 3-krat trgali, mi zdaj več nemamo, ko ne obdelujemo zemlje, smo pač dali v najem in što ima ne tako zdaj veliko njivo, ko to mi hitro upravimo, to je samo kak simbol. Ne? In te na drugi dan pa te lupljamo. Te imamo piknik, tam nam pripravijo vse mogoče stvari dobrote, ko se te fajn najejmo. Tudi to mora biti. Ne? To je fejst lepa prireditev in pravim, to je te zdaj kak en simbol našega društva. Včasih smo imeli razstavo, ko smo vse z kukurce, ko se da napraviti, z kukurčne mele, vse pripravili, vsa jedila. Pogače, pa gulaži po lentu, pa na vse načine smo delali. To zdaj imamo druge razstave, ker to več ne delamo. Ne? Te se v jesen, pravzaprav je že skoro zima, udeležimo Terezinjega pa Miklavševega senja. Tam odavljamo pogače na domači način, na indašni način napravljene. Retaše, gibancu, kukurčno pogačo in to je fejst obiskamo. To je včasih tako, nam že do 12. svalijo pogače, ko bi še radi več imeli. Ja, v začetki leta imam vedno občni zbor, zaključimo pa te pa zaključkom, ko se malo poveselimo pa najejmo, ne? Malo heca tudi mora biti. No, osrednja prireditev, kjer sodelujemo že vrsto let, je pa naš Maj v Žgančki. To je pa 30. aprila in to je pri nas praznik. Pri nas vaški praznik. Te skoro nišče nikaj ne dela, edino što mora delati. Mi, domačini, pa to tako čakamo, ko se da se to dela. Ne? Tudi sodelujemo zraven. Torej, na koncu, gospa Rozika, še povejva, kakšni so načrti Turističnega društva Sodar v prihodnje? Načrti so takšni, da bi naj vse to, kar je, še ostalo naprej. Radi bi, če bi se nam pridružila mlajša generacija, podmladek, ko bi se tudi navčili, kako to ide in bi šlo naprej. Vsaj tako, če že ne boljše ali več. Vsi, ki bi se nam pridružili, so dobrodošli, vabljeni, pa iskreno pozdravljeni, če se nam pridružijo. Torej, gospa Rozika Zadrovec, hvala vam, da ste nas obiskali, našo televizijo AS, in želim vam vse dobro vnaprej. Hvala tudi vam, ko ste nas povabili, pa nas poslušali. Tudi vam želimo puno uspeha, pa še kdaj nas povabite. Torej, naslednjo članico Turističnega društva Sodar Gančani pozdravljam Marijo Križanič, rokodelko, izdelovalko cvetja iz krep papirja. Gospa Marija, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Torej, ste priznana rokodelka. Torej,
kaj oblikujete za svojimi pridnimi rokami, torej zakaj in kdaj ste potem pričeli s to dejavnostjo? Imate tudi certifikat? Malo nam in našim gledalcem torej povejte o vašem rokodelskem delu. Ja, moje delo se je začelo, ko je moja tašča izdelovala cvetje iz krepapirja. Ona je že to izdelovala od svoje mladosti in jaz sem gledala njene izdelke, ki so me vedno navduševale. Delala je vse mogoče stvari, tudi pozvačina in te stvari, tako da sem od nje pridobila vse to znanje v ročnih spretnostih. Zdaj sodelujem pri našem društvu približno 10 let in izdelujemo vse vrste cvetja iz krepapirja. Vsak torek imamo delavnice, kjer se družimo, aktivnih nas je 8 članic. Izdelujemo za razstave, za kakšne dogodke. Na razstavah sodelujemo v Vranskem, Pragerskem in to vsako leto tudi v Snoviku. Imamo pa tudi mi razstavo vsako leto, ko se postavlja Majoš. Torej, kaj vse oblikujete pri svojem delu kot rokodelka? Ja, vse vrste rož, gerbere, sončnice, gladiole, vsak cvet se da narediti tak, kot je v naravi. Potrebno je malo potrpljenja, malo znanja tudi, tako da če ne gre prvič, se pač dela večkrat, dokler cvet ni popoln, kot je v naravi. Torej, kako poteka potem sam proces od, se pravi, vašega izdelka, torej od krepapirja potem do končnega izdelka? Ja. Kaj vse je potrebno? Mora se nabaviti kvaliteten krepapir, potem se še tu rabijo žice, lepilo in najprej si izrežeš pač trak, kos papirja, krep papirja in potem ga oblikuješ. Tako da, na primer, za posamezen cvet je potreben različen čas izdelave cvetja. Na primer, pri eni marjetici, tam se lahko naredi približno 10 minut, na primer sončnica, gerbera, gladiola. Tukaj se pa porabi časa ogromno, tudi do 2 uri ali še pa več za en cvet. Torej, nekako morate imeti tudi gibčne prste, da lahko tako oblikujete te izdelke? Ja, to na srečo, imam srečo, da moji prsti delujejo in tudi potrpljenje mora biti. Moram povedati, da sem pri tem zelo skoncentrirana pa potrpežljiva, zato ker me to delo resno veseli in uživam prav v tem delu. Torej, Marija, kakšne so vaše želje vnaprej, vaši načrti? Ja, moji načrti so, da bi še naprej to ustvarjala, še vrsto let, se družila z našim društvom in z njimi izdelovala to cvetje in predstavili bi se še na drugih razstavah. Torej, če na koncu še izpostaviva dogodek Gančki Majoš, torej, za kakšen dogodek gre? Torej, zakaj ste ga sploh pričeli prirejati? Malce nam opišite. To je pa naš res velik dogodek vase. Gančki Majoš že letos, bo letos postavljeni 106-krat, 106 let po vrsti, so ga pa začeli postavljati fantje, ko so prišli z Prve svetovne vojne na čast Marije, da so se srečno vrnili. In od takrat se to dela. Zdaj
se malo novejše to, mislim, postavlja. Prej je bil Brezov vrh, zdaj je Smrekov vrh in ta vrh je zelo okrašen z rožami iz krepapirja. Potem sledi okrasitev Majoša, ki je okrašen približno s 300 rožami, ki jih izdelajo letniki z pomočjo našega društva. Jaz izdelam vsako leto 4 korone za Majoš in te korone potem nesejo po vasi dekleta za Majošon, katerega nesejo fantje ročno. Potem se ustavijo pri kapeli in tam se zapoje pesem v čast Mariji, spet kliče na zvenčani maj. Potem nesejo do konca in tam postavijo Majoš, te korone se pa obesijo na steblo Majoša. Torej je to tradicionalni dogodek? Ja, to je za nas zelo, tradicionalni dogodek. Je pa vpisan tudi naš Majoš v register osnovne kulturne dediščine. Torej, kaj ljudje potem začutijo ob tem dogodku? Torej, kaj je namen tega dogodka v bistvu? Mislim, da je to za vsakega vaščana zelo velik dogodek. Zbirajo se vsi vaščani, pri tem sodeluje cela vas in mislim, da bi to potrebno bilo ohraniti še za naprej, ker to združuje celo vas. Torej, če na koncu poveva, kaj še sledi v okviru tega dogodka in ob koncu tega dogodka? Ko se postavi Majoš, sledi proslava in se zakuri kres, potem letniki pripravijo veselico, ki traja do zgodnjih jutranjih ur in imamo tudi veliko pogostitev, jedačo, pijačo. Istočasno pa poteka tudi razstava našega društva v objektu Majoš, kamor vsi lepo vabljeni. Gospa Marija Križanič, hvala vam za pogovor, ta prijeten pogovor in obisk v našem studiu. Želim vam še veliko uspeha na nadaljnji začrtani poti vašega turističnega društva Sodar Gančani. Ja, hvala tudi vam in hvala za povabilo. Gledalke in gledalci, hvala vam, da ste spremljali oddajo Dogodki. Ostanite z nami. Lep pozdrav!